Lep pozdrav, sem Mateja iz Centra Possible in danes nas čaka razbijanje enega zelo zanimivega mita oziroma resnice. Bomo videli tekom današnjega predavanja. Danes bomo razbijali mit, ležanje v posteli lajša bolečine v križu. Kaj mislite, je tole resnica ali je zgolj mit? Verjetno ima vsak svoje mnenje. In ker na podlagi mnenj ne moramo nič kaj konkretnega sklepati, jaz vedno znova rada pogledam v samo anatomijo, v samo fiziologijo telesa in pa v konkretne raziskave. In namreč, prva stvar, ki se jo moramo vprašati, kaj se dogaja med ležanjem, oziroma kaj se z našim telesom dogaja, ko smo mi v tem vodoravnem položaju, ko spimo, ko ležimo. V glavnem, in ob tem se nam zelo hitro poroji eno drugo vprašanje še. Zakaj smo mi zjutraj vedno višji, kot smo recimo zvečer? Recimo, ko se peljete v avto, ko se zjutraj peljete v službo, ste zagotovo že kdaj opazili, da vzvratno ogledalo, oziroma tole ogledalo, ko ga imate na sredini, zelo lepo vidite, ko se pa peljete potem zvečer domov, pa kar, kot da ste se malo znižali, enostavno več ne vidite lepo skozi ogledalo. Pa naj omenim, ni se nič z vašim avtomobilom zgodil, ampak dejansko se naš fluid oziroma se naša hrbtenica tekom dneva, tekom noči spreminja. Zdaj pa, gremo konkretneje v tematiko, o čem za Boga govorim, kajti s to tematiko boste hitro tudi razumeli, kako pozitivno in kako lahko tudi negativno ležanje, dolgotrajno ležanje vpliva na našo hrbtenico. Ok. Ko gremo mi spat, ko gremo mi v vodoraven položaj, je ideja našega telesa, da se naša tkiva umirijo. In po noči, ko mi spimo, torej, če imamo mi, torej, to je naša hrbtenica, če si predstavljate, tak vretenca so naložena ena na drugo, in tole eno vretence pa spodje eno vretence. Vmes imamo pa eno tako bolj mehko zmes, ki jo imenujemo disk. In ko mi po noči spimo, ta disk v bistvu postane bolj volen, napolni se s tekočino, s tem namenom, ker to je bistvo, da se naša tkiva po noči, torej bistvo spanja tudi je, da se naša tkiva po noči rehidrirajo. In značilnost teh diskov je, kot smo že govorili, znotraj diska ni krvi, znotraj diska je tekočina, pač je taka konkretna zmes, ki ima v bistvu tisti nukleus, tisti center, ki je malenkost taki gelast, če lahko temu tako rečemo, in po noči tale disk postane ko en voden mehurček, ko en poln, volen, napihnjen mehurček, in del časa mi spimo, bolj se naši diski polnijo z tekočino. In ko se mi zjutraj zbudimo, bom rekla, da ga ni onaka, ko se ne bi zjutraj zbudil in smo taki res čutimo v hrbtenici, da smo celi trdi. To imamo vsi. Ravno zaradi tega, ker če so ti diski, ko se mi zjutraj zbudimo, zelo polni tekočine, voljni, taki, ko bodo glih kar počeli, če bomo nek močen gib oziroma raztek naredili, pač pride točno do tega. In zjutraj smo slabo gibljivi. Zakaj vam to razlagam? Zato, ker v delavnici jedi v bolečine v križu bomo delali tudi trening. In znotraj tega treninga imamo ene luštne vaje in vam že ta trenutek omenjam, da ne delate teh vaj zjutraj, ko se zbudite. Dajte telesu čas. Čas pomeni, dajte čez uro, dve, ko ste v vertikalnem položaju, telesu čas, da vsa ta odvečna tekočina iz diskov gre nazaj ven, da se nazaj absorbira v telesu in da so diski voljni in prožni tako, kot morajo biti, da vi dobite tisto prožnost in elastičnost hrbtenice nazaj, disko posledično tudi. Tako da iz tega vidika dajte trening, ki je priložen, narediti raje, dajmo reči 2 uri po tem, ko ste se zbudili, ko ste bili v vertikalnem položaju, govorim izključno bolj to, kajti sam večjo škodo si lahko naredite, če boste takoj zjutraj, ko se zbudite, šli izvajati neke raztezne vaje, neke težke vaje z upogibi trupa, v glavnem s temi stvarmi, ki jih sama pri akutnih bolečinah v križu absolutno tudi odpovedujem, ker
bomo v glavnem govorili o tem danes tekom razbijanja tudi tega mita. V glavnem, bi se pa naslonila še na eno stvar. Zdaj, najbolj idealno je, da imamo 8 ur spanja čez dan. 8 ur spanja je tisto, ko so naši diski zjutraj voljni, prožni, napihnjeni s to tekočino, v bistvu temu lahko rečemo, da so se rehidrirali. Če imamo premalo ur spanja, mislim, da razumete, kaj se lahko zgodi. Pride v bistvu do dehidracije teh diskov, do dehidracije ostalih tkiv. In zato je izjemno pomembno, da vseeno dovolj spimo. Kaj se pa zdaj zgodi, če se tudi navezuje na današnji mit? Če pa ležimo cel dan, če pa preležimo cele dneve, zato ker nas je vsekalo križo in ne moramo normalno nič čez dan delati in par dni ali pa par tednov v kosu ležimo v posteli. No, takrat pa pride točno do tega, da so ti diski se napihnejo s tisto tekočino, s tisto vodo, s tistimi vsemi tkivi, da so dejansko ko eni vodni baloni in tist postane totalno togo tkivo. Togo, negibljivo, neprožno tkivo in se ponavadi bolečina še samo poveča. Ker enostavno, če tist v enem kosu vse skupaj, tisto še bolj utesnjuje žive, tisto še bolj stiska na vsa okoljna tkiva. Pa ne samo na živce, ne samo na vezivna tkiva, tudi na mišična tkiva postanejo veliko bolj napeta v vseh tistih predelih. Plus, realno gledano, ko ležimo par dni v kosu na enem mestu v posteli, je dejstvo, da se tudi ne počutimo nič kaj boljš kot beseda gnilo mi hodi po glavi, ampak ponavadi se počutimo prav brez energije, brez volje do česarkoli. Nič se nam ne da se nam niti roke premakniti, ker nas vsaka okončina boli. Zato, ker je dejansko bilo ogromno tega počivanja. Vse ne rečem, včasih nam telo res ne da, ampak ko govorimo ta trenutek pa res o bolečinah v križu, o bolečinah v hrbtenici, mogoče bi nasplošno lahko tudi rekla, je pa res pomembno, da kljub tej bolečini spimo toliko, koliko je potrebno, koliko rabi naše telo za spanje, 8 ur, mogoče za koga 9 ur, odvisno od starosti, in potem gremo v vertikalen položaj. Zdaj, o tem vertikalnem položaju bomo več tudi v nadaljnjem današnjem predavanju govorili, ker nekatere pa tudi to boli, tako da bo še zanimivo danes. Ok, kaj zdaj pomeni ta počitek, ko rečejo zdravniki? Ker mi ponavadi vsi to razumemo, ok, zdravnik je rekel, da moramo počivati in pol cele dneve ležimo. No, pač zdravniki oziroma tisti, ko so vam predpisali diagnozo, v osnovi ne mislijo, da morate vi spati cel dan, ležati dejansko cel dan, ampak kaj to pomeni? To, da si privoščite počitek, ne pomeni nič drugega kot to, da prilagodite svoj vadbeni program in dnevne aktivnosti na način, da poslušate sebe in svoje telo. To pa pomeni, da ne greste čez svojo bolečino oziroma da izvajate aktivnosti do bolečine. Da, ne vem, ko pomivate posodo, delate to v položajih, ko vas hrbet v tem primeru ne boli. Recimo, jaz dostikrat pa tudi mojim svetujem, ko se pomiva posodo, ponavadi stojimo na mestu, pa s trebuhom smo še ponavadi naslonjeni in smo nagnjeni tako rahlo naprej. No, če si daste recimo en kuhinjski stol, si daste na, recimo, da po desni nogi vas mravljinči navzdol, si daste na desno stran, leva noga stoji na tleh, desno nogo pa imate dejansko, kot da stojite na koleno. Pač imate eno nogo v bistvu na stolu gor. In na tak način pomivate posodo in že na tak način boste videli, kako boste lepo razbremenili hrbtenico. Plus, tekom delavnice Dio bolečine v križu bomo res delali vaje, ki so osnova vsem. Dragi moji, še jaz sem se med vajami, ko smo naredili ponovitve, kot jih je potrebno narediti, sem se na koncu že napol tresla. Zakaj? Zato, ker vsi velikokrat pozabimo na tisto jedro, na tisto osnovo, na kateri potem gradimo večje ostale stvari, ostale vaje, ostale aktivnosti. In res, priložene vaje, vam ta trenutek povem, so odlične. Ne samo, da sem vam posnela video posnetek, kako jih pravilno izvajati, če sem vam posnela celotno rutino, zato da si lahko vsak dan to vklopite in z mano naredite trening od začetka do konca, oziroma rutino od začetka do konca. Zdaj, tule,
ker sem omenila, da je treba ojačati jedro ali pa, aktivirati trebušne mišice, medtem ko pomivamo posodo, enako velja, če imate stoječe delovno mesto, dajte si olajšati to, da vas med delovnim mestom ne bo bolel hrbet. Če imate akutno bolečino, da se ne morete poravnati, jaz iskreno ne vem, kaj sploh delate na delovnem mestu. V takih primerih se koristi dopuste. Ja, tudi če ste SP, se koristi dopuste v takih primerih, ker škodite sami sebi na dolg rok. In tisto akutno bolečino je treba zmanjšati in delati potem, ko se ta bolečina zmanjša na kronični bolečini. Recimo točno tule, ko zdaj piše, da se prilagodi vadbeni program in dnevne aktivnosti, točno to je delo na svoji preventivi, bi na eni strani lahko tudi rekla. Torej delo, ko imamo neko kronično bolečino v križu. Treningi, vaje, blaženje bolečine, priložila sem vam tekom te delavnice tudi videoposnetek samomasaže, na kak način doma narediti, z različnimi pripomočki sem vam priložila, ker zagotovo nekaj tega imate doma. Videoposnetek masaže, kako vi nekomu drugemu doma lahko pomagate. In pa seveda ta video teorije, ker vam res želim predati to, da samo pristop z ene strani ne bo nikoli učinkovit. Za učinkovito reševanje bolečin v križu je potrebno pogledati na stvar iz večjih zornih kotov. Prvič, kot smo omenili, okrepitev jedra, trening, potem blažitev teh simptomov z masažami, samo masažo, potem imamo, tu zelo lepo piše, opazuj se in spremeni navade. Ena najpomembnejših stvari. Z opazovanjem bomo mi videli, v katerih pozicijah sede, stoje, ko kolesarimo, ko hodimo, ko pomivamo posodo, ko spimo, tudi to. V glavnem, opazili bomo, kaj takega počnemo, da nas začne ledveno-križni predel boleti. Kaj takega počnemo, da mogoče tisti hip ne boli, pa potem začne boleti. A mogoče se raztezate in se vam drug dan, ko to izvajate, izjemno stanje poslabša. Mogoče raztezanje ni glih prava stvar za vas, ker tudi v akutni bolečini, dragi moji, raztezanje, pa vse te neke rotacije, pa vsi ti zvini oziroma lateralni odkloni, ko jih nekateri delate, ne tega početi v akutni fazi. Počakajte, da se to vnetje umiri in šele na to pojdite na malo bolj advanced stvari, bi jaz temu rekla. Tako da, opazovati se, kaj vam proži bolečino, kaj je tisto, ko vam stanje poslabša, plus še druga stvar, kaj je pa tisto, ko vam stanje izboljša. Ne vem, če ste ugotovili, da če greste čez dan za 20 minut spat, da se pol boljš počutite in imate manjše bolečine v križu, mislim, da imate super odgovor. Če ste ugotovili, da vam toplota, če se zvečer tuširate, pa vam res manjša bolečino, da se pol res brez problema zaspite in nimate bolečine, zakaj bi odkrivali toplo vodo? Zakaj bi odkrili že toplo vodo? Zakaj bi odkrivali nekaj novega, če vidite, da vam tiste simptome, ki jih imate, blaži toplota, recimo. Danes imate kot vir toplote ogromno enih stvari, ne samo vroč tuš, ne samo voda, tudi termofor, vroči kamni, ogromno enih stvari obstaja, da poskrbimo za to. Recimo pozitivno vpliva, ne vem, če vidite, da ko se povaljčkate, ne vem, ko si mišice zadnjice povaljčkate z masažnimi vaji ali žogico, da se potem boljše počutite in da bolečina popusti. Zakaj ne izvajate tega pogosteje? Če vidite, da vam je bolečina popustila ali pa si, ne vem, cupping terapijo izvajate, pa da je popustila, ne biti leni, dajte poskusiti stvari, da boste videli, kaj vam pomaga in kaj vam absolutno ne zaleže. Ker tudi skozi to, kaj boste videli pri sebi, boste pol znali, kaj vam paše, pa kaj ne. Še posebej, če ste se z neko tako bolečino srečali prvič v življenju. Ker v štartu še mogoče malo iščete položaje, ki vam ustrezajo oziroma ki vam ne. In to je ta začetek, na katerem je potrebno delati. Enako kot pri prehrani. Kakšne stvari nam bolj pašejo na želodec kot druge. In od vsakega posameznika odvisno, kaj komu paše. Nismo si enaki, nikoli si ne bomo enaki, hvala Bogu. In temu primerno vam želim tekom te teorije, če lahko tako rečem, ki je pač del delavnice Dio bolečine v križu, vam želim povedati, da ljudje smo si zelo različni eno od drugega, ker imamo različne preteklosti, različne navade,
različne vzorce gibanja, ki jih čez dan upravljamo, različno držo, različen način sedenja, različno si obuvamo čevlje. Jaz upam, da razumete, kaj vam ta trenutek želim povedati, ampak na tem je treba delati. Treba se začeti opazovati, da vidimo, kaj nam pa recimo mogoče ne paše, pa nikoli se nismo zavzeli. In te stvari začeti spreminjati na način, da ne prožimo sami sebi bolečine. Pa tudi najdete vzrok, če vas je zasekalo v križu, najdete vzrok, zakaj se je to zgodilo. A ste, ne vem, športali, ste imeli mokro majico na sebi in vas je napihalo, pa vas je zato v križu zasekali. A imate, ne vem, hernijo in ste, ne vem, dvigli nekaj težkega iz tal z nepravilnega položaja in vas je zasekali. Ali ste pa, ne vem, nekaj strani povlekli z nenadnim hitrim gibom in vas je spet dobili. Ponavadi, kaj želim s tem povedati, je, neki vzroki so, zakaj pride do tega. In to, da vi imate, ne vem, neko patološko stanje, še ne pomeni konec sveta, dragi moji. Za vsako tako stvarjo se da normalno živeti. Ogromno ljudi ima danes že išijase in hernije in spondiloze in vsega ostalih zadev, pa lahko, ko delajo na tem, lahko čist normalno živijo naprej. Ampak treba je delati na tem. Treba se znati poslušati in videti, kaj delamo prav in kaj delamo narobe. In to tudi upoštevati. Navade so hudič, ampak se jih da spremeniti, če želite seveda vi delati na tem. In vem, da mi bomo mogoče res skozi to delavnico delamo bolj masažo, samo masažo, zdaj skozi to teorijo vas malo spoznavam s temi stvarmi, trening bomo en super tole navado ustvarili, ampak potem v delavnici, ko bomo delali konkretno o drži, bomo govorili o vsem tem, kaj se z našim telesom res naprej dogaja, kaj se z ostalimi krivinami dogaja. Ampak gradili bomo postopoma. Zdaj smo res pri čistih osnovah, ki jih je fajn, da se jih razume. Potem gremo pa na držo, potem gremo pa naprej na ergonomijo in pa na ostale predele telesa, ki velikokrat potem izvirajo iz bolečin v križu. Kot eno zanimivost bi še ti tu omenila, recimo, veliko ljudi reče, da ko ima težave z zadnjo ložo, torej mišice, ki so na zadnji strani stegla, da so te mišice krive za bolečine v križu. Hudiča, ponavadi je ravno obratno. Ponavadi bolečine v križu zahtevajo določeno zakrčenost in povlečejo mišice zadnje lože k sebi in se posledično zakrčijo in so posledično težavne. Tako da, tu treba premisliti, kaj je vzrok, pa kaj je posledica. Ljudje, še enkrat omenjam, smo si res različni. Plus še eno stvar bi omenila, zdaj prejle sem mogoče malo več govorila o sami kronični bolečini, ko govorimo že o masaži, samomasaži in pa o nekih specifičnih vajah, pa o navadah, ko govorimo, ki jih imamo. Če izvajate neke aktivnosti, bolečina nikoli ne pomeni nič pozitivnega. Govorimo o neprijetni bolečini ta trenutek. Bolečina, torej neprijetna bolečina je znak, da nekaj počnemo narobe. Če med našo samomasažo, ko bom jo izvajala, in pa med masažom, tisto, kar je za kronične bolečine, smo zelo veliko govorili o besedi happy pain. Vesela, prijetna bolečina v lepšem prevodu. To je bolečina, ko čutite, kako se tkivo fen sprošča, da deluje blagodejno, da je prav res prav paše ta bolečina. Ko ne morete temu slovo bolečina reči, ampak je taka prijetna stvar. To ni tista neprijetna bolečina, imejte to v mislih. Zato še enkrat poudarjam, happy pain je nekaj, kaj je zaželjeno. Tudi med treningom, recimo, ko izvajamo kakšne vaje, tele vaje, ki jih mi delamo, ne boste občutili happy paina, mogoče v kakih vratnih mišicah, ko boste čutili, da so že bolj napete, da res trenirate konkretno, ampak na ostalih predelih telesa boste pa mogoče drug dan čutili happy pain v smislu kakega čist rahlega muskelfibra v trebušnih mišicah. Drugače pa bolečine ne smejo biti prisotne. Neprijetna bolečina tekom nobene stvari znotraj tega programa, znotraj te delavnice ne sme biti prisotna. Niti mravljinčenje, nič od tega. Delamo absolutno in izključno proti bolečinam, ne zato, da bomo prožili bolečine. Zdaj pa se ponavadi tu pojavi eno drugo vprašanje, en drug klicaj. Kaj pa, če vse, kaj počnete, boli? Torej, da lahko samo ležite, da ne morete tudi stati, da še niste, ne vem, vsakeč, ko se vstanete, še niste našli položaja, ko bi lahko stali brez bolečine.
Takle vam bom rekla. Glede na to, da je to delavnica dia bolečine v križu, bom rekla, da še vedno imam upanje, da nek položaj, ko ste vi stoje, obstaja, ampak verjetno bo ta položaj bolj vzravnan, ali pa bo ta položaj mogoče za začetek tudi sede. Zato, ker je to stanje, vneto stanje v tistem predelu, kjer je prišlo do tega enostavno enormno. Da je vnetje enostavno toliko razširjeno, toliko razdraženo vse, da enostavno ne morete stati, ker cela teža telesa, ko se povesi na ta tkiva, ko stisne skupaj ta vretenca, da enostavno zaradi tega ne morete stati. In zaradi tega absolutno. Prvo je potrebno to vnetje umiriti. Na silo ne bomo čisto nič dosegli, ampak prvo vnetje umiriti. Zdaj najdemo položaje, tudi če smo leže, lahko najdemo položaj, ki je prijeten. Ali je to mogoče na boku, s tem, da si nujno podložimo kolena in gležnje, zato da je medenica lepo vzravnana, zato da, če je to naša medenica, pa naše noge, da so recimo vzravnane, ne pa da je vse skupaj takle navzdol nagnjeno, če razumete. Zato da ne povzročamo nekih zasukov in pa rotacij v naši hrbtenici. Da poskrbimo za to, da ko je prisotno vnetje, ne povečujemo vnetja mišic z nekimi zasuki hrbtenice ali pa z odkloni. Naša hrbtenica mora biti kot ravna dila, če vam tako rečem, kot ravna deska mora biti. In ko ležimo na boku, na trebuhu, na hrbtu, dajmo za to tudi poskrbeti. Pa če res druga poležati ne morete v tistem trenutku, dajte vsej položaje leže menjavati. Če vam pašte na trebuhu, mogoče si lahko na benenico, na spodnji del trebuha nekaj podložite, da vam rahlo stabilizira v spodnjem delu, da vam pač se recimo ne poveča krivina. Če ležite na hrbtu, pokrčite kolena ali pa si pod kolena, ko ležite na hrbtu, daste nekaj zato, da vam razbremeni ledveno križni predel. Na boku sem vam že rekla, da daste nekaj pod kolena, pa med kolena pa med gležnje. Tudi zgornji del, zato da se ne rotirate, lahko objamete neko blazino. Te nosečniške blazine so super rešitev za nekaj takega. V glavnem, najdite položaje, kjer ni, upam, da samo en položaj, najdite položaje, kjer lahko te pozicije spreminjate. Mogoče tudi čez čas boste lahko dvignili naklon, da boste lahko že v bistvu v pol ležečem položaju, ker če si predstavljate zdaj, ko to še ni čist sedenje, ampak je pol ležeče, ampak istočasno se pa nek pritisk na tele naše diske, kljub temu, če smo v pol ležečem položaju, se pritisk na naše diske že povečuje. Ne sme biti pa kot omenjeno boleč. Je pa povečan pritisk, kot smo za te ploščice pregovorili, gre ta tekočina že ven. In ko bomo iz dneva v dan napredovali iz položaja v položaj, boste videli, da se bo tudi vnetje začelo pomirjati. Plus v akutni fazi, vem, ogromno ljudi je proti vnetnim zdravilom, ne vem, Nalgecin recimo vsi poznate, jaz nisem proti temu. Pač, ko je stanje toliko hudo, da ne morete nič, bom rekla, protivnetne stvari so v takem primeru super, če jih ne izrabljate, bom rekla. Izrabljate v pomenu besede, da se najeste protibolečinskih in protivnetnih tablet in greste pol res nekaj takega početi, s čim si še dodatno škodite. Ne vem, da greste pol na tekmo ali pa greste rekreativno nekaj športati. To nima smisla, pač to res nima smisla. Pač, ko imate vi neko stanje prisotno, dajte ga zrihtati. Protivnetne tablete vam bodo zmanjšale vnetje, zato da boste vi lahko začeli delati na tisti anomaliji, na tisti degeneraciji, ki je prisotna, na tisti patologiji, ki je prisotna. Zato niso, bom rekla, protivnetne tablete vedno nekaj slabega. Pač niso, ampak bom rekla, da je fajn, da jih znate uporabljati kdaj, ne pa da si z njimi potem še dodatno škodo naredite. Tako da to. Plus pri akutni bolečini smo mi tekom delavnice, ko sem vam kazala za masažo, sem vam pokazala, kaj lahko izvajate, recimo, da vam nekdo drug to izvaja pri akutni bolečini. Tako da v tistih videoposnetkih boste videli veliko več informacij o tem, ker so določene manualne tehnike in pa skamni pa s tem tehnike, katere lahko izvajate. Je pa v videih vseh jasno omenjeno tudi, oziroma jasno ločeno, kaj lahko delate v akutni bolečini in kaj lahko delate v kronični bolečini. V bistvu v kronični lahko delate vse, kar je v akutni pa ne smete delati nič, kaj je v kronični, ker zna biti preagresivno in bolečino še dodatno poslabšati. Ok.
Kaj pomeni dobra diagnoza oziroma kaj je dobro zdravljenje oziroma kako pristopiti k zdravljenju. Zdaj, večina, ko vas ima bolečino v križu, no jaz upam, še posebej tisti, ki se vam pogosto zgodi, da vas zaseka v križu, ste že obiskali zdravnika, ki vas je poslal ponavadi na rentgen sprva, pol pa so vas poslali na magnetno resonanco. Ta magnetna resonanca v bistvu da zdravniku, vam in pa ostalim strokovnjakom določen vpogled v to, kaj se z vašo hrbtenico res dogaja in pa zakaj, kaj se je v tistem predelu patološko zgodilo, da vam proži bolečino, ne vem, ožanje kanala, hernija, je nastal balonček, je počel ta balonček iz diska, je prišlo, ne vem, do utesnitve struktur, je prišlo do degenerativne spremembe, do, ne vem, stiskanja vretenc, do glavnem, milijon enih stvari obstaja, kaj se v tistem predelu lahko zgodi, pa s katere strani se lahko zgodi, naprej, nazaj, levo, desno strani, pač ogromno enih stvari je. Ampak to nam da zgolj informacijo o tem, kaj se je tam noter zgodilo. Nas pa zanima, zakaj je prišlo do tega, tudi kaj se je tam noter zgodilo. In smo spet na začetku in smo spet tam, kaj je tista vaša neka vsakodnevna navada, tisti nek gibalni vzorec, ki pa je povzročil točno to stanje, kaj je tam. Če ste vi stari 25 let in se vam je pri 25 letih že nekaj takega zgodilo, ste mogli nekaj hudičevo narobe delati. Če ste vi stari 40, 45, 50 let, pomeni, da je to čez leta nastajalo, da je pač to malo po malo se slabšalo. In vse te stvari, ne glede na leta, kdaj je bilo to, je treba najti tisto eno stvar oziroma ponavadi skupek stvari, ki so pripeljale do stanja, katerega imate danes. Zato, ker tista v osnovi, bom rekla, tista patološka slika, ki je nastala, pač tisti je zdaj tam. Pač tisti je tam in ko sem vam rekla, s tem se da normalno živeti. S tem se da normalno živeti, s tem se da normalno funkcionirati tudi brez bolečin. Ampak je treba svoj vsakdan na to prilagoditi. Prilagoditi svoje gibanje, prilagoditi svoje vzorce, ne vem, mogoče, ko si obuvate čevlje, si več ne boste sklanjali s hrbtenico navzdol, to je skrdivje postanem. Zakaj ne bi noge dali na višjo poličko in si z ravno hrbtenico si lepo zavezali čevlja? Zakaj? Če vam papirček pade na tla, to tudi večina ljudi mi bo na to odgovorila, pa če mi vzame čas, če grem lepo v počep navzdol, pa želim ta papirček pobrati, pač hitreje gre, če se sklonim s hrbtom navzdol, pa poberem to. Dragi moji, čist enako vam vzame časovno, vi greste iz počepa ali pa iz spodnjega koraka pobrati ta papirček, ali pa če vi pognete svojo hrbtenico, ne stabilizirate ničesar in poberete papirček. Čist nič več časa ne zame. Gre se spet za stvar navade in pa za hudičeve izgovore, ki jih imamo celo življenje, zato da ne rabimo nič spremeniti. Res, tu vam na dušo polagam, dajte pogledati, kje lahko kaj v življenju izboljšate. Zdaj bomo delali, tekom delavnice Dio bolečine v križu, bomo delali ogromno enih vaj, ki bodo ojačale naš trup, ojačale torej in globoke trebušne mišice, in vse tele rotatorje okoli, in tele six-packe po domače rečeno, in gluteusne mišice. V bistvu to donaša ta glavna področja jačanja. Bomo pa zraven zajeli že ene zelo pomembne mišice, ker si bomo ta mesec že telo malo pripravili na, v bistvu tudi na držo drug mesec, na držo, iz delavnice za držo in pa na ergonomijo, ko imamo delavnico. Zato, ker bomo zraven krepili dejansko celo telo in pa tudi vratne mišice. Tako da ne delamo v bistvu samo krepitve ledveno-križnega predela, ampak vse vaje, ki bomo jih delali, bodo izjemno pozitivno tudi vplivale na vaš vrat. Plus na krepitev delno že tudi hrbtnih mišic. Ampak ko bomo delali držo in ergonomijo, bomo konkretne šli na hrbtne mišice tudi. Jaz komaj čakam, da konkretneje začnemo. Bi pa omenila še, da delavnica vas že veselo pričakujem. Res vam svetujem, da greste tematiko za tematiko.
Torej, prvo, kot vidite, tale teorija, ki verjamem, da ste si jo ravno zdaj do konca tudi pogledali, pol imate video masaže. Video masažo si prosim pogledajte pred samo masažo, ker sem vam tale direktna stranki, direktna pacientki lahko pokazala določene mišične strukture, ki jih pozneje tudi masiramo in pa v kateri bomo tudi med samimi vajami več govorili. Pol pa veselo na delo na samo masažo in pa na vaje, oziroma na dnevno rutino, še boljši izraz. Hvala, ker ste bili danes z mano. Jaz upam, da vam je tale vsebina malo obširila obzorja. Zdaj, v sami anatomiji se mogoče tu nismo toliko poglabljali v tole, ampak bomo o tem veliko več govorili v sami praksi. Ja, hvala, da ste bili z mano in pa en čudovit dan ti želim še naprej. Čau!